Lepo pozdravljeni. Jaz bom kot običajno poskušal biti malo provokativen, da vas malo zbudim. Še nekam ste mi tiho danes. Jaz bom poskušal zelo na hitro, zdrvel bom, posurfal bom skozi tole mojo prezentacijo. Nekatere stvari smo tukaj že slišali, druge bom malce podrobneje predstavil. Spravi, moja ključna zadeva, ki bi rad tukaj predstavil, je predvsem, kakšne so naše strateške prometne prioritete, kako to sfinancirati in pa kakšne učinke lahko od tega pričakujemo. Najprej zelo preprosta zadeva. Glejte, Slovenija ima to srečo skozi zgodovino, da pač leži nekomu na poti. Do časa Franca Jožefa v 19. stoletju je bila na poti med Dunajem in Trstom in takrat so nam pač Avstrijci potegnili železnico in s tem so nas prisilili v industrializacijo. Brez tega mi danes ne imeli razvite industrije. Zdaj smo na poti kitajske oziroma blaga iz Azije proti Evropi in smo na eni od 4 morskih avtocest. Tukaj zgore, ena gre tukaj skozi Jadransko morje in potem je samo vprašanje, kam bo šel tovor naprej iz ene izmed teh severno-jadranskih luk. Tole z rdečo sem označil, to je naše zaledje, gravitacijsko področje, se pravi, kam bo to blago šlo, to je večinoma Srednja Evropa, mogoče naprej gor do Kijeva in tako naprej. Seveda, na nas je, ali to izkoristimo. Kar se zdaj dogaja, seveda je to, da partnerji ali pa naši sosedje seveda to malce so nekako uspeli videti to zadevo malce širše kot mi in seveda gradijo obvoznico okrog nas. In to je ta krak Baltsko-Jadranskega koridorja, ki je Avstrija dejansko izmislila. Leta 2006 je dobila soglasje od ostalih držav, zgoraj do Poljske in so enostavno začeli graditi. Avstrija v to vlaga zdaj 10,5 milijarde evrov. Za predvsem glavni del glavni krak tukaj je tale med Gradcem pa Celovcem in pa seveda Semerinški tunel, zgradnja glavne postaje na Dunaju in ostaja postajališča. Avstrija to počne. Zdaj pa seveda, a nas mora to skrbeti? Po mojem mnenju ni vprašanje ali, ampak zakaj nas to mora skrbeti? Namreč tukaj ta današnji posvet daje veliko komponentov tudi trajnostnemu razvoju. Vejte, kaj to pomeni? To po eni strani pomeni, da to blago, ki bo šlo čez Slovenijo, da mogoče ne bo šlo čez Slovenijo ali pa bo šlo po napačni poti. Se pravi, lahko gre po cestah. Če se tovor preusmeri na ceste, sve moramo vedeti, da tukaj pomeni zelo velike negativne eksterne stroške, družbene stroške, bom kasneje pokazal, kakšni so, večja poraba energije, varnost in tako naprej. Druga stvar je pa seveda, da s tem izgubimo določene pozitivne učinke. Če recimo se to blago preusmeri, ne gre več preko koprskega pristanišča, ko bo enkrat tale obstoječa trasa prvega tira izkoriščena, ampak bo šlo preko Trsta in potem preko Avstrije naprej proti Srednji Evropi. Tukaj seveda pomeni veliko makroekonomsko škodo, pravi za naše logiste, celo dejavnost, potem, da se ne bo razvijala naprej logistična dejavnost, predvsem multimodalni logistični centri in pa seveda celoten vpliv na ostalo gospodarstvo. Glejte, Franc Jožef, nam je z železnico dal razvoj, nam je dal industrializacijo. Vsa industrija, ne samo industrija, vso gospodarstvo leži v prometnicah, ali so to vodne, ali so cestne, ali so železniške, kot drugače, in tudi tukaj se bo kasneje seveda zadeva razvijala. Če nimaš prometnice, nimaš razvoja, normalna zadeva. Jaz prosto ne rabim, da je skrbeti. Če bi imeli recimo prometnico tam, če imeli povezavo tretjo razvojno os, vas ne bi skrbelo, a bodo se tam ljudje izseljevali. Zato, ker je bila tam industrija, ker je bila tam gospodarska dejavnost. To pač je zdaj. Se pravi, tukaj bo šlo predvsem, da imamo dve opciji. Eno je, da gre za delo prek cest, kar bo seveda negativno vplivalo na naše okolje, pravi ta trajnostni verig. Druga stvar je pa, da bodo ti makroekonomski učinki šli v tujino. Tole smo že videli, to sta že moja dva predhodnika pokazala, ozka grla, predvsem, se pravi, tale rdeči kraki so predvsem ozka grla, glavna zadeva seveda dol od Divače proti Kopru, potem je gor Šentilj in pa seveda ta zadeva, ki je izpadla iz prednostnih projektov, to je ta povezava proti Jesenicam, se pravi prejšnji 10. koridor. Enaka zadeva tukaj, kje bo zadeve kritične, to je zadnje strategije, se pravi, ta povezava do Kopra 2018 ali pa do 2019, odvisno katero oceno vzamete, bo zadeva zasičena, do 2025 bo pa zasičena tudi zadeva, ta en tir Maribora proti Šentilju, Jesenice so pa tudi problematične. To je vse rdeče, kot vidite, vse te zadeve bodo, če bo se normalno razvijal promet čez Slovenijo, bodo dejansko vse železniške proge
zasičene do leta 2030, to pomeni, da potrebujemo obnovo tega, pravi, in seveda uskladitev z evropskimi standardi te omrežja. Da vam pokažem samo na primeru drugega tira, kaj pomeni recimo, če Slovenija ne investira v drugi tir. Ena zadeva je, gledajte, tukaj sem tako narisal zelo tako po osnovnošolsko ali pa za študente. Mi smo obnovili prvi tir v zadnjih 3 letih in s tem smo povečali njegovo propustnost iz 9,2 na 14,2, ene nove ocene pravijo celo 14,8. Seveda problem je, da bo ta zadeva, glede na to, da Luka Koper pač nesramno in prehitro raste, prehitro povečuje svoj pretovor, da bo ta zadeva zasičena do leta 2018 ali do leta 2019, odvisno katero oceno vzamete. To pomeni, da od takrat naprej bo, če bo upoštevamo ta sedanji model split, se pravi, da okrog 60% blaga, ki prije v Luko Koper, gre po železnicah, 40% pa po cestah, se bo enostavno ustvaril ta višek nad 14,2 tone, ki bo moral nekam iti. In potem je seveda ključno vprašanje, kam bo ta zadeva šla. Torej, ta modro polje, tukaj, ko vidite, gor ta modri trikotnik, kam bo ta zadeva šla. Ena varianta je, da bo šla na ceste, druga varianta je pa, da se usmeri ta tovor že takoj na Trst in potem naprej po Baltsko-Jadranskem koridorju. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko, če gre druge okrog, to pomeni izgubljeni 9 do 10 milijonov ton, spet odvisno od katerem modelu uporabljate, ampak oceni so dosti blizu, torej moja ocena pa ocena po PNZ študiji, 9 do 10 milijonov ton do leta 2040 je izgubljenih in potem se si lahko izračunate, kaj to pomeni z vidika izgubljenih prihodkov logistov in tako naprej. Tukaj so ene ocene, ampak kasneje še podrobneje pokazati. Če gre zadeva na ceste, kaj to pomeni? Če gre na ceste, se morate zavedati, da to povzroča seveda povečana gneča na cestah, pomeni, da se tako kot če se vozite od Benetk proti Trstu na avtocesti, to pomeni, da imate same kamione, kot je že danes precej tega na slovenskih cestah, potem pa prestopite v Avstrijo, se peljete naprej od Šentilja proti Dunaju, pa vidite, da enostavno kamionov skoraj ni več. Tukaj so idealne na železnice. Kaj to pomeni? To pomeni seveda povečano število nesreč, povečanje hrupa, povečano onesnaževanje zraka, klimatske spremembe, potem drugi negativni vplivi. In če skupaj seštejete te negativne stroške, pa preračunate na tono, na neto tonski kilometer, pridete na tole zadevo, da je negativni učinek na okolje cestnega, tovornega prevoza 5-krat večji, kot pa če to dovozite po železnici. Zelo simpel zadeva. Če pogledate recimo stroške, oziroma koliko zaslužijo s tem prevozniki, pa ste videli, da je cena prevoza, poprečna cena prevoza na neto tonski kilometer je dejansko skoraj 2,5-krat nižja od tega, koliko povzroča eksternih negativnih stroškov na cestah. Uničujejo ceste in vse ostale seveda negativne eksterne družbene učinke imajo. Če pogledate tudi, koliko plačujejo preko recimo cestnin, ste videli, da plačujejo 1,4 centa na neto tonski kilometer, kar je seveda bistveno, kar je 7-krat manj od tega, koliko povzročajo družbenih stroškov. Pravi, zadeva ima zelo negativne učinke, če je ta pretovor v Sloveniji preko cest. Imamo sodobno avtocesto, seveda, ampak Avstrijci in Švicari so bistveno bolj pametni od nas z tega vidika, ker nočejo imeti blaga s pretovora na cesta, ampak so dali na železnice. Zato gradijo, zato vlagajo v železnice. Kaj se zgodi, če ne storimo ničesar? Če je tovor na ceste, to pomeni, če to začunete do leta 2040, kakšni bodo negativni stroški po teh raznih komponentah, to pomeni okrog 2,9-3 milijarde povzročenih družbenih stroškov, negativnih stroškov za okolje. Če gre tovor v Trst in naprej na Baltsko-Jadranski koridor, to pomeni, da ti trije logisti dejansko izgubijo vsak okrog 1 milijardo, slovenske železnice malce več, svojih prihodkov. Sve, če to preračunate na dodano vrednost, je to približno 60% tega, ker neto sedanje vrednost lahko začunem tako naprej. Ampak, ne bom še tukaj detalje. Zdaj, kaj moram narediti? Mislim, da o tem se pogovarjamo že malce predolg časa, imamo različne strategije, različne resolucije, programe in tako naprej. Naredilo se ni prav veliko. Gradili smo ceste, ne pa železnice, kar bi bilo najbolj smiselno. Zdaj, tukaj si jaz samo eno varianto predstavil in to je ta ključna varianta, se pravi, da ukrepimo tole hrbtenico čez Slovenijo, ki povezuje Slovenijo po mediteranskem koridorju, se pravi povezava med Koprom proti madžarski meji in druga proti avstrijski meji. Tukaj imate notri te glavne uradne projekte, malo se tukaj slabše vidi,
Ampak ključen projekt tukaj je seveda najprej drugi tir, potem pa seveda, da ostale odseke na tem omrežju nekako uskladimo z standardi za TNT omrežja, se pravi, to je tam okrog 160 metrov. Milijonov za to varianto. Potem, če gremo nadgradnje naprej, potem seveda še pomeni več, 700 in tako naprej. Ampak ključna je ta prva zadeva. Z letnimi vlaganji okrog 400 do 500 milijonov se da zadevo povsem pokriti v letu 2030. To ni nek velik denar, to je okrog 1,2% BDP. Seveda je pa potem treba upoštevati, kaj za to dobimo. Zato pa dobimo predvsem makroekonomske učinke zaradi multiplikatorja, to pomeni zagotovitev ali pa spodbuditev gospodarske rasti, to pomeni delovna mesta. In tukaj se pa zadeva začne. In je tudi ključna zadeva. Zdaj, mogoče še prej malce o financiranju. To sem sicer že predstavljal pred enim mesecem, zelo na kratko, samo recimo, če bi financirali drugi tir, zadeva je dokaj preprosta, z tega vidika, se pravi, lahko izkoristimo evropske sredstva. Če seveda verjamemo tole, da je ta ocena ta prava, meni seveda, to mora povedati inženirji, ampak meni pravi, da dejansko železniška stroka pravi, da dejansko za to ceno 1,3 milijarde dobimo dejansko dvotirno povezavo po novi trasi. Zato, ker zraven se že gradi, ne vem, če veste, vzdrževalni, se mora zgraditi po standardi zraven še vzdrževalni tunel in malce ožjega profila, kamor se da umestiti kasneje, seveda, če ga seveda razširite, umestiti še nov tir in tako naprej. Ko so štartali, ko so delali te variante, se pravi tam 2,5-2,6, so dobili za ceno 1,4 milijarde dvotirno progo. Zdaj seveda pa je ta zadeva narasla na 3 milijarde. Mislim, samo en tir narasla na 1,4, ampak to se ne bom spuščal. Kar je pomembno tukaj je seveda predvsem, da to vrednoti še kdo drug. Se pravi, predvsem tisti, ki se s tem tujini ukvarjajo, avstrijski, nemški, švicarski kolegi in pa seveda, da za to imamo še precej časa. V glavnem, financiranje tega je relativno prosto, se pravi, 385 milijonov bi lahko zdaj dobili na tem razpisu, iz strani Evropske unije, pravi ta CEF in potem kohezijska sredstva. Drugo je pa seveda kredit EIB, ki je relativno pocen, na 25 let, recimo, obrestna mera je lahko tam 1,5. Ostalo je pa javna zadolžitev. Javna zadolžitev, seveda, tukaj sem jaz še upošteval takrat 2% obrestno mero, danes je slovensko zadolževanje padlo že pod 1,5%, prihodnje bomo imeli še bistveno nižjo. Zdaj se nekateri že zadolžujejo po negativni obrestni meri in tako naprej. Denar danes ni problem, problem so projekti. Finančni sektor ne ve, kam bi dal denar. Tukaj daje komorkoli, samo da je denar nekje na varnem. Najbolj varne so državne obveznice. Če bi pametno zadevo zastavili, bi bila znašala ta letna anuiteta, bi znašala med 20 in 50 milijoni, za gradnjo drugega tira. In bi se seveda, če bi za to uporabili sredstva iz koncesnine Luke Koper, potem dividende Luke Koper, uporabnina za železnice, bencinski cen, bi se to lahko poplačalo v 23 letih. Torej ta zadeva z tega vidika, z finančnega vidika, res ni problematična. Seveda, problem je seveda pa vrednosti. Podobno je za tole varianto, se pravi, če bi šli malce večji obseg, ampak tole bom zdaj preskočil, ker je to zelo podobna zgodba. Zdaj pa samo za konec še par slajdov. Torej, zakaj se Avstrija ta zadeva splača? Zakaj se Avstrija odločila, da bo šla v tale koridor, da bo na novo naredila Baltsko-Jadranski koridor in kamor je na začetku namenila 9 milijard, v bistvu je pa skupaj zdaj že 10,5 milijard. Zakaj gradi take drage zadeve? Sploh pa to povzeli kmalu, da za to nima tovora. Glejte, Avstrijci so enostavno, ko so lobirali za ta projekt na evropski ravni, so naredili prezentacije pod parlamente, Evropske komisije, kjerkoli, in so vseeno ugotovili, da dejansko investicijska vrednost je tam sicer bila po njihove takrat še 9 milijard,
ampak če upoštevate še rezidualno vrednost, potem vse ostale zadeve, če upoštevate pozitivne učinke ob gradnji, teh 9,5 milijard evrov, potem pozitivne učinke od uporabe infrastrukture, 5,5 milijard, potem še okoljske učinke in tako naprej, prijo na koncu na učinke, ki so pozitivni, sedaj 15,5 milijard evrov. Ampak, gledajte, Avstrijci nimajo za to tovora. To je največji fenomen. Če pogledate njihovo feasibility študijo, boste videli noter, da brez, da bi zgradili tale koridor, imajo 6 milijonov ton. Če ga zgradijo, bodo imeli leta 20 po njihovih ocenah, oziroma 2025 bodo imeli 10 milijonov ton. Naš prvi tir, Divača-Koper, ima že danes 11 milijonov ton, do 2025 naj bi ga imel 18 ton. Se pravi, Avstrijci bodo dali za 10 milijonov ton, bodo dali 10,5 milijard evrov investicije, mi se pa danes pogovarjamo o investiciji 1,3 milijarde evrov v tale drugi tir za 18 milijonov ton. Ekonomika tukaj mislim, da je zelo očitna. Z tega vidika, samo še bom takoj končal, se pravi, makroekonomski učinki z tega vidika, to smo že ena študija, ki smo delali lani, je pokazala enostavno multiplikator, tukaj je, ko odštejete uvoz, je 1,9, 1,92, multiplikatorji, ki jih uporabljajo IMF, so zdaj bistveno više, so okrog 3 do 3,5, v času krize se namreč multiplikatorji povečajo, zato ker enostavno v času krize uspejo pognati gospodarstvo in tukaj se lepo pokaže, kakšni so ti ključni učinki. Tukaj ne gre samo za vlaganje, ne gre samo za vlaganje javnega denarja v javno infrastrukturo, ampak gre tudi za vlaganje zasebnega sektorja. Tukaj imate noter Luko Koper, ki bo vlagala v svoje kapacitete, imate potem zasebni kapital, ki bo vlagal logistične centre. Tukaj seveda lahko nastopi ta Junckerjev plan. Junckerjev načrt, Junckerjev sklad je prezvezan. Mislim, da je vsem očitno, to, ker dejansko predvideva, da bo zasebni kapital vlagal v recimo železniško infrastrukturo. Ne bo, se ne splača. To so projekti, ki se poplačajo v 60 do 100 letih in Junckerjev plan tukaj zasebnega kapitala ne bo. Lahko pa taki projekti, kot so logistični centri, pa lahko uspešno pridejo do tega denarja. Bistveno bolj uspešen bil Junckerjev plan, če bi namesto tega Evropska investicijska banka izdala obveznice, ki bi potem kupa ECB v tem programu kvantitativnega sproščanja in to bi dejansko z zaston denarjem, denar centralne banke zaston, bi dejansko lahko do 300 milijard, 321 milijard dejansko zgradili infrastrukture v Evropi. Zaston je to, malce me čudno gledate skeptično, da ta denar je zaston. Namreč to, kar bo zdaj centralne banke odkupovale, torej državne obveznice, to bodo one uničile. Teh obveznic ni več treba plačati. Pozitivna zadeva z tega bo, če bodo recimo Banka Slovenije odkupovala slovenske državne obveznice, je v tem, da bomo v letu in pol, torej v 17 mesecih, dejansko lahko se znebili 1/4 državnega dolga. In Ministrstvo za finance se zdaj tukaj ponuja fiskalni prostor, torej zmanjša se mu zadolžitev, da lahko izda nove obveznice, da financira take infrastrukturne projekte in seveda druge prioritetne projekte. In to je to. Še boljše je bilo seveda, če bi to naredili na evropski ravni, ampak pustimo to. Ok, na koncu, zadnja zadeva, makroekonomski učinki. Če recimo pogledamo to varianto A, ki sem prej predstavil, teh 5,6 milijard evrov vlaganj v infrastrukturo, podobno po avstrijskem vzoru sem naredil, da je lepše videti, se pravi, kaj to pomeni, kakšen je bil neto strošek potem po upoštevanju same rezidualne vrednosti te nov izgrajene infrastrukture, potem kakšni bili učinki ob gradnji, potem učinki ob uporabi, to so vse milijarde evrov. In potem učinki na okolje in na koncu vidite, da je ta skupen učinek 18 milijard, oziroma ko odštejete tole zadevo tukaj, dobite skupen pozitivni učinek 12,9 milijard, 13 milijard evrov do 40 letih. Zdaj pa, čez na koncu, vse te zadeve, ki jih tukaj kažem, vse te številke so seveda irelevantne, imamo koristi, imamo pozitivne makroekonomske učinke, imamo širše razvojne učinke, imamo trajnostno komponento, to vse skupaj brez veze. Kadar nimamo nacionalne vizije, kadar dejansko politika ne ve, kaj bi, in pri nas dejansko politiki delajo zadnjih, pa se tega področja tiče, dejansko delajo vse, da ne bi ogrozili interesov Avstrije, Italije in ostalih držav. In jaz upam tukaj, da se bo politika malce spametovala, namreč, če so imeli Avstrijci vizijo, da se nam zgradili to železnico, mislim, da moram mi zase tudi poskrbeti. Nihče drug ne bo za nas poskrbel. Hvala. Se opravičujem, ker sem predolg. Hvala lepa, drugi sklop.